Dober večer. Da so finančni instrumenti lahko pozitivna in negativna plat kapitalizma, pričajo številne zgodbe. Žal tudi slovenske. Najhuje je, ko nič hudega slotečega državljana, žejnega čez vodo pelje država, ki mu ob tem ne zagotovi ustreznih postopkov sodnega varstva. To se je, tako konec oktobra, Ustavno sodišče zgodilo v primeru tako imenovanih podrejenih obvezničarjev. Ne glede na to, nekateri, ki so bili pri sanaciji bank izjemno aktivni, odločitev Ustavnega sodišča dojemajo kot posebno zmago. V času privatizacije, prodaje in razprodaje deležev države v gospodarskih družbah pa so delničarji pogosto ob zmago. Ja, trg vrednostnih papirjev je za posla neveščega posameznika nekaj najtežjega. Ljudje ne izgubljajo kapitala, temveč in predvsem prihranke, ker so njihovi nameni načeloma čisti, ustvariti donos. O teh temah nocoj s Kristjanom Verbičem, predsednikom Vseslovenskega združenja delničarjev. Dober večer. Dober večer. Dolgo ste čakali na to za vas pomembno, poudariti morava, procesno pravico, izbris podrejenih obvezničarjev. Kako pa komentirate dejstvo, zdaj je nekaj časa že od te odločitve Ustavnega sodišča, da tako Boštjan Jazbec, ki je bil takrat ob sanaciji bank guverner, pa je še danes guverner, pa nekdanja predsednica vlade, Alenka Bratušek, to vse skupaj komentirajo na način, češ, sej to sodno varstvo že, ampak vendarle v materialnem delu pa smo dobili sedaj potrditev, ravnali smo prav. Kako komentirate to? Da temu nikakor ni tako. Ves čas tega postopka pred Ustavnim sodiščem, ki smo ga sprožili takoj po razlastitvah oziroma že po sprejemu novele zakona o bančništvu v Državnem zboru v novembru leta 2013, torej kar 1045 dni je Ustavno sodišče od te pobude, ki smo jo s prvopodpisanim dr. Tadejem Kotnikom, članom strokovnega sveta Vseslovenskega združenja malih delničarjev, vložili neposredno po sprejemu zakona, še preden je prišlo do izbrisov in razlastitev, zatrjujejo omenjeni akterji teh razlastitev, da so bile te nujne, da je pravzaprav to primerljivo s siceršnjimi evropskimi primeri in praksami in druga navajanja, ki so absolutno nasprotna z ne samo argumenti, ki smo jih podali, ampak tudi zelo konkretnimi in jasnimi dokazi. Tako primeri v mednarodnem prostoru, v evropskem prostoru, nikjer ni primera tako radikalnega posega, popolnega izbrisa ne samo delničarjev, pač pa tudi imetnikov podrejenih obveznic v vseh 6 slovenskih bankah, ki so bile pretežno v državnem lastništvu, od tega tudi sistemske banke, med drugimi seveda najbolj prizadeti in najbolj v nebo vpijoč primer Nove kreditne banke Maribor, ki je navkljub zagotovilom nekaterih, da vendarle tudi, če je bilo preveč sredstev namenjenih za sanacijo bank finančnega sistema, so ta sredstva še vedno v bankah. Žal, v primeru Nove kreditne banke Maribor to seveda ne drži več. Ta je bila namreč prodana po mizerni ceni, vsaj 3-krat prenizki, tudi glede na neposreden vložek, ki je bil namenjen za njeno sanacijo, navkljub temu, da ta v takšni meri ni bila potrebna in da so omenjene banke, kakor tudi Ljubljanska banka, izkazovale pozitiven kapital. In brez nadaljnega še vedno veljajo pravzaprav isti rezultati, eni narejeni skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, drugi pa, ki jih je naročila Banka Slovenije, plačale so jih poslovne banke in po njihovih trditvah niti ne razpolagajo s tistimi okviri, kriteriji, po katerih so, izpostavljam, bile te ocene napravljene strani svetovalnih družb, ne pa revizorskih družb, v konkretnem primeru Ernst & Younga in Deloitta, torej svetovalnih in nerevizorskih družb, brez vseh zavez, seveda, ki so s tem povezane. Če zdaj govorimo o procesnem pravu, bomo o materialnem, ko bo slehernik odšel, se pritožil, izkoristil svojo procesno pravico, ko bomo v bistvu v drobovje videli te, za vas torej in za mnogo marsikoga, sporne odločbe Banke Slovenije. No, takšnega odziva prav gotovo akterji teh razlastitev in pa pretirane sanacije, posega, neposrednega oškodovanja pravzaprav vseh državljanov in skupnosti kot take,
Kajti v to sanacijo je bilo namenjenih pravzaprav 5 milijard evrov in ta znesek je absolutno previsok, se izkazuje v tem času, da pravzaprav samo odločitev Ustavnega sodišča bi vendarle to, glede na samo sodbo, lahko sprejelo tudi že prej. Jasno je namreč, da je vprašanje nezmožnosti uporabe pravnega sredstva protiustavno. Recimo, avstrijsko ustavno sodišče je o tem odločilo v nekaj mesecih. Medtem ko se je naše obrnilo tudi na sodišče v Luksemburgu, v te postopke pritegnilo tudi druge mednarodne akterje, tudi tam smo uspeli z zelo jasno odločitvijo sodišča v Luksemburgu. Ne, samo sporočilo Evropske komisije o bančništvu ni zavezujoče in akterji v Sloveniji so ves čas zatrjevali ravno nasprotno. In te situacije se pravzaprav vrstijo, kakor tudi zdaj ob zadnji odločitvi Ustavnega sodišča, po čemer ste spraševali, vedno razglašati pravzaprav zmago. Kar se tiče Združenja malih delničarjev in postopkov, ki smo jih s tem v zvezi sprožili in uspešno izpeljali. Namreč nihče si ni mislil, da bomo uspeli biti kos takšni mašineriji, kot ne nazadnje jo predstavlja ne samo centralna banka, torej tudi Slovenska nacionalna banka, nacionalno je žal izginilo, Banka Slovenije zgolj, kot del tudi ne nazadnje Evropske centralne banke, kjer so se tudi ključni akterji oglašali v vseh teh dogajanjih, kaže na to, da je zelo pomembno tisto, kar smo uspeli doseči. Torej to, da imajo vsi, ki so bili prizadeti, zdaj vsaj možnost uporabiti pravna sredstva. Mi se zavedamo, da žal ti postopki, ta boj še zdaleč ni zaključen in končan in s tem v zvezi seveda vabim vse, ki so bili prizadeti, da se tudi v nadaljevanju vključijo in uporabijo pravna sredstva v postopke, ki jih bomo v združenju peljali kompetentno, kot smo jih doslej, z vse širšo in okrepljeno ekipo, tako po pravni plati kot po finančni plati, kar bo v teh zahtevnih postopkih nedvomno potrebno in prepričan sem, da bomo tudi v zvezi s temi vprašanji, za katere si še vedno nekateri prizadevajo, da bi jih prikazali, da so pa bili upravičeni, dokazali, vsi argumenti za to obstajajo, da so bili nepotrebni, neopravičeni in da so bili ljudje, tukaj ne govorimo o pridobitnežih, o špekulantih, tukaj govorimo o konkretnih ljudeh, ki so izgubili večina od njih svoje življenjske prehranke, za katere so bili prepričani, da so varni, vsaj kar se tiče naložbe v obveznice. Ja, to sem tudi uvodoma poudaril, ker ljudje niso špekulirali. In ali jih je kdo, recimo vem, da vaše združenje izvaja preventivne aktivnosti, ljudi, pač kapitalizem je relativno nov pojav v Sloveniji, žal, poučil, kaj pomeni podrejena obveznica, če gre gospodarska družba, torej tudi banka v stečaj, da je njihov dolg sicer ima donosnost, če govoriva o obveznicah NLB 26, ki so bile izdane leta 2010, sicer lep donos, 6,25%, ampak da je tvegan, da je podoben delnici. Ne, tudi to pravzaprav ne drži. Namreč konkretno NLB 26 je bil ponujen na okencih Nove Ljubljanske banke kot vsaj tako varna naložba in zamenjava za same vezane vloge občanov. Saj ste me mogoče narobe razumeli, jaz ne trdim, da je varna naložba, sprašujem se, ali so ljudem povedali v bistvu, kaj kupujejo. Leta 2010 seveda, ko je Nova Ljubljanska banka zaradi kapitalske podhranjenosti potrebovala denar, danes ga ne potrebuje, ker se ga pri Evropski centralni banki vzame zastonj, ne? No, ne samo to, se vendar izkazujejo ves ta čas tudi dobiček, se z njim pohvalijo. Ne nazadnje si novi lastniki v primeru Nove kreditne banke Maribor te dobičke že izplačujejo in od tega pravzaprav sama slovenska skupnost nima prav veliko, ker vemo, da je lastnik v tujem okolju, ker so iz naslova davkov in ostalih dobrobiti, ki bi jih lahko slovenska skupnost iz tega naslova imela, tudi odšli. Poleg seveda neposredne in ključne za nas prizadetosti samih državljanov s tem v zvezi. Ampak vendar še enkrat ne izpostavim, takrat dejansko in tudi glede na, to bo postalo zdaj pomembno, glede na prospekte, ki so bili na razpolago in glede na samo zakonodajo, ki je takrat veljala, je pravzaprav reciva obveznica NLB 26 dejansko pomenila vsaj tako varno naložbo, kot tudi sam vezan depozit občanov.
In s tem v zvezi je vendar jasno, da tisti, ki je na ta način spremenil zakonodajo za nazaj in tisti, ki ni spoštoval tega, kar je pisalo v prospektih, naredil grob, nedopusten poseg, v zvezi s katerimi seveda razmišljamo tudi o ostalih aktivnostih. Vi morate vedeti, da smo že vložili tudi kazenske ovadbe zoper recimo vodstvo Banke Slovenije in pa naznanilo suma kaznivega dejanja zoper takratno vodstvo Nove Ljubljanske banke v zvezi s temi konkretnimi dogajanimi primeri. Zdaj, če prav razumem, vi mislite oziroma smatrate, da bi lahko, tako kot so bili zaščiteni depoziti do 200.000 evrov, bili zaščiteni tudi podrejeni obvezničarji. Razumem prav? Še enkrat, v konkretnem primeru so tudi bili, ampak se je spremenila tako, kot da bi se za depozite recimo zakonodaja za nazaj. In enostavno tista varnost, ki je veljala takrat, zato ni šlo za nikakršne špekulacije. Govoriva o retroaktivnosti. Tako je, o tem govorimo. In poseg v pričakovanja nekoga. Tako je. In če vam nekdo zagotovi, da je naložba varna, tako iz naslova zakona, po katerem je bilo nepredstavljivo, da bi lahko sistemska banka šla v stečaj in edino v takem primeru se lahko seveda posega tudi po dolgu, kajti obveznica je pravzaprav dolžniški papir. Za razliko recimo, tukaj je pomembna distinkcija tudi za delnicami, ampak vendarle, mi smo prepričani, šele s to odločitvijo Ustavnega sodišča se odpirajo možnosti, da bomo sploh lahko prišli do ključnih dokumentov, do omenjenih kriterijev in okvirov, po katerih je Banka Slovenije s takratnimi akterji pravzaprav pripeljala do prikaza kapitala, ki je dejansko podcenjen. Vemo, kako so potekali ti postopki. Nenazadnje poznamo tudi posamezne določbe v teh dokumentih. Ko bodo enkrat razkriti in upamo, da to dejansko zdaj pomeni, da se bo vendarle strogo varovana skrivnost, kakšne so te pogodbe med izvajalci cenitev, kako so se te cenitve izvajale, kakšni nenazadnje so tako imenovani disclaimerji teh, ki so cenitve izvajali, torej da so se popolnoma lahko distancirali od samih rezultatov in ali niso morda že zahteve bile tako nastavljene, da je v številnih primerih ravno in pravzaprav natančno toliko negativnega kapitala, kot ga je bilo potrebnega, da se je izpeljal popoln izbris oziroma popolna razlastitev. In oprostite, banke v Sloveniji nikakor niso bile v tako klavrnem stanju, kot recimo v primeru Cipra, v primeru Grčije, v primeru Portugalske, Španije. V vseh teh primerih so dobili vsaj deloma v različnih razponih nadomestilo tisti, ki so bili razlaščeni. Tako delničarji kot imetniki obveznic. Nenazadnje, tudi Slovenija je pri tem sodelovala. Saj veste, da smo vendarle dali posojilo pod temu primernimi pogoji in tudi garancije v veliki meri recimo za grške banke, kjer pa so že tisti, ki so bili tam razlaščeni, bili v tem času poplačani. Medtem ko v našem prostoru, in kar je najbolj klavrno, pri ključnih odločevalcih, torej izvršni veji oblasti, vladi, ni posluha za to, da bi se konstruktivno podstopili reševanja teh vprašanj. Upamo, da zdaj vendarle po odločitvi Ustavnega sodišča nastopil končno čas za to tudi v Sloveniji, ki je edin primer, ki je tako radikalne posege izvedla in kjer ni nikakršnih pogovorov o tem, kako urediti situacijo s temi, ki so bili prizadeti. In morate vedeti, teh je v Sloveniji ne samo preko 100.000, ki so neposredno prizadeti, jih je preko 500.000, kajti sem sodijo tudi vsi tisti, ki so vključeni v različne sheme v pokojninskih skladih, ki so bili iz tega naslova prizadeti. Tako naprej, pač posredna škoda. Ne? Zdaj pa gledajte, mislim, da je v primeru NKBM, ki ste jo že omenili, bilo razlaščenih 96.769, če sem si pravilno zapomnil, delničarjev. Država naj bi ravnala kot skrben gospodar. Lahko državo, ki je pač pravna oseba oziroma tistega, ki jo vodi, kličemo na odgovornost, če je prodal prekapitalizirano banko. Zdaj, če smo naredili na vhodu težave oziroma napako, potem smo skozi celoten proces delali napako in smo tudi banko, mogoče na koncu, ko je bila prekapitalizirana ali pa je imela dovolj kapitala, njeno vrednost podcenjevali. In smo jo podarili nekomu.
No, tisti, ki so imeli pri tem ključno besedo, bi si upal trditi, imajo tudi seveda s tem povezan jasen interes. Takšne poteze enostavno ni moč pripisati nevednosti, nesposobnosti, neznanju. Tukaj pri vseh dogajanjih, ki jih omenjate, ne nazadnje, morate vedeti, Republika Slovenija je imela recimo v Novi Kreditni banki Maribor ves čas ključno vlogo. Mi smo na številnih skupščinah protestirali proti odločitvam, ki jih je Republika Slovenija sprejemala na teh skupščinah. Ne nazadnje, povezano tudi z razlastitvami, dokapitalizacijami in podobno, izključitvijo prednostne pravice ostalih delničarjev in podobno, je imela seveda Republika Slovenija, oziroma, da se razumemo, zelo konkretni njeni predstavniki, takšna stališča, ki so pripeljali v to situacijo, torej odgovornost je, če je karkoli narobe, že tam. Pri Banki Slovenije vsekakor, da niso kot regulator odreagirali, okolikor so zaznali, da so stvari ne. Oni so še pravzaprav nekaj mesecev pred tem, ko je do razlastitev prišlo, zatrjevali, da so razmere tako rekoč ne idealne, ampak popolnoma neproblematične. In seveda v njihovi pristojnosti je, da bi ali vzeli licence, odpoklicali vodstva bank, nadzornih svetov in podobno. Tudi sami smo pozivali, kar se združenja tiče, pogosto k temu, da se naj pristojni vključijo v dogajanja, ki smo jim bili priča strani največjega lastnika v številnih omenjenih bankah, kjer je do razlastitev prišlo in kjer je imela ključno vlogo država. In ravno ta je s tem zdaj postala 100-odstotni lastnik na račun vseh ostalih. Kar se tiče samega procesa prodaje, smo ga želeli ustaviti tudi za zahtevami za začasne odredbe, pobudami Ustavnemu sodišču naj vsaj do same odločitve ustavi postopke prodaje. Pokazalo se je z uradnimi podatki že takrat, torej zaključnimi stanji, da enostavno stanje negativnega kapitala, kot je bilo izračunano, ne drži, da banka posluje pravzaprav dobro, da njeno stanje daleč od zaskrbljujočega, da ne govorimo o tem, pod kakšnimi diskonti so se prenašale naložbe in zavarovanja bank na tako imenovano slabo banko in podobno. Lahko tukaj vprašanje, da rečeva bob, ali vse skupaj smo preveč zarotniški, če rečemo, da je vse skupaj interes dolžnikov bank bil, da se izvede tako, da bodo z velikimi diskonti terjatve prišle na slabo banko, kjer bomo jih nekontrolirano prodajali tem istim dolžnikom. In jim bomo prevzeme podjetij na koncu plačali mi. Kako daleč od resnice je lahko ta zelo črna teorija? Jaz sem že takrat v takratnih dogajanjih, torej pred leti na skupščinah različnih bank zelo jasno odgovoril na to vprašanje. Sem rekel, počakajte, boste videli, kdo bodo na koncu lastniki in pod kakšnimi pogoji bodo lastniki postali in zelo jasno bo, kdo je tisti, ki vleče poteze v tej smeri. In hkrati poglejte tudi in videli boste, kje so tisti ključni akterji v tem času, v smislu upravljanja z lastnino Republike Slovenije, na tistih pozicijah, kjer so imeli te možnosti in pristojnosti, in zelo jasno bo postalo, da je pravzaprav tista največja žalost, da gre pravzaprav za neke sicer ugodne, sinekurne pozicije v različnih mednarodnih institucijah, za katere se je pravzaprav, kot kaže, zapravljalo ali pa pod ceno, če je že bilo potrebno, pa tudi to ni nujno, prodajati nekatere od pomembnih slovenskih podjetij. Glejte, v Sloveniji imamo težave z odgovornostjo. Največkrat je lahko kolektivna oziroma na nekem organu, ki pač je pravna oseba in nekih posledic ne nosi, vsaj v nekem subjektivnem smislu. Ampak vendarle 3 ključne osebe v tem času. Alenka Bratušek, predsednica vlade, Uroš Čufer, finančni minister in še danes guverner Boštjan Jazbec. Kdo nosi največje breme te odgovornosti? Prosim, na kratko. No, našteli ste tako imenovano takrat samo vklicano domačo trojko, ki naj bi nas s temi ravnanji rešila pred trojko, ki bi prišla od kod drugod. Ampak če ni 33,3% odgovornosti na Bratuškovi, pa 33,3% na Čuferju, na kom je največ to vas? Vi želite od mene eno ime. Tisti, ki so dejansko iz tega naslova tudi vlekli poteze, pomembne ali pa ključne s tem v zvezi, niti ni nujno, da je kdorkoli od teh 3. Dejstvo pa je seveda, da se bojo vsi trudili
ne samo prikazovati, da je bilo to nujno potrebno, ampak v tem času, kar je še bolj problematično, jasno zamegljevati, preprečevati, da bi se prišlo do odgovora. Poglejte, se je konec koncev Državni zbor ustanovil posebno komisijo, ki se ukvarja s temi vprašanji in preiskuje. Ja, ampak gledajte, gospod Čufar, ki je bil finančni minister, saj veste, kar se je dogajalo, saj odklonijo vprašanje, pa mene skrbi za verjetno tudi državljane za njegovo zdravstveno stanje. Kljub njegovim letom izgublja spomin. Vi ste lepo povedali, v Republiki Sloveniji imamo žal eno od pomembnih, če ne celo ključnih težav. Osebna odgovornost. Osebna odgovornost je brez nadaljnjega pomemben moment za to, da se nam ne dogaja, da ljudje, ki so že pokazali in dokazali, da so povzročili oškodovanja, da niso ravnali v konkretnih gospodarskih primerih, pa tudi sicer recimo skladno z ravnanji dobrega gospodarstvenika in podobno, da so povzročili izjemne probleme, izjemnemu številu državljanov, da tukaj ni nikakršne individualne odgovornosti. Še celo več, pogosto so pospremljeni na drugo odgovorno, pomembno funkcijo, mesto in vlogo. Dobro, zdaj pa moramo naprej, ker še imamo eno pomembno temo in sicer s 1.1.2017 se ukinjajo registrski računi pri klirinško-depotni družbi, 200.000 vlagateljev, okoli ima tam vrednostne papirje, pojavlja še več pobud, kam zdaj s trgovalnimi računi, bankam, drugim institucijam, borznom posredniškim hišam. Kaj svetujete tem ljudem in v kakšnem primeru se prenos sploh izplača? No, že prej ste me spraševali, na koga se lahko ljudje obrnejo. Glejte, ob lastninjenju v Republiki Sloveniji ni poskrbela ta skupnost za nikakršne informacije o tem, kaj sploh, omenjate družbeno-ekonomsko ureditev, kapitalizem, so iz tega naslova pravice, kaj so osnovne značilnosti. Tega še danes ni v izobraževalnem sistemu. Mi smo zaradi tega tudi toliko lažji plen vseh tistih, ki samo čakajo, kdaj bojo lahko takšno stanje in nevednost in neukost izkoristili. Ti ljudje, ki so ostali z registrskimi računi, torej preko 200.000 jih je še danes, so večinoma nepoučeni, ki so ves ta čas, skoraj 25 let od lastninjenja, imeli delnice, ki jim jih je iz naslova razdelitve nekdaj skupnega družbenega premoženja Republika Slovenija namenila. In ravno ti bi naj zdaj bili v situaciji, ko, če se ne bodo odločili, da bojo ponovno plen v številnih primerih finančne industrije, ki seveda ne daje objektivnih, realnih informacij o tem, kaj so za njih najboljše možnosti, ampak deluje skladno kot gospodarska družba v iskanju dobička, skladno s svojimi interesi. In s tem v zvezi seveda je dejstvo, da je pravzaprav siljenje ljudi, da je edina možnost odprtje trgovalnega računa pri borzno-posredniški družbi ali banki, enostavno ne drži. In tudi, če so danes v teku številne akcije, ki zagotavljajo, da gre za brezplačne prenose, da gre za vodenje računov, ki ne bojo predstavljali stroškov in podobno, se bo izkazalo, takoj, ko bo ta proces zaključen, da seveda temu ni tako, ker ne more biti tako. Vsaj na prejšnje ravni se bodo ti stroški vrnili. Zato smo se v združenju odločili, da ponudimo za tiste, ki želijo ostati imetniki, ne da bi trgovali. Trgovalni račun je namenjen trgovanju, da lahko prenesejo svoje delnice pred ukinitvijo registrskih računov na fiduciarni račun pri odvetniku, s katerim smo sklenili pogodbo. Fiduciarni račun vrednostnih papirjev je popolnoma varen pred kakršnimi koli obveznostmi tako Vseslovenskega združenja malih delničarjev kot izbranega odvetnika in s tem v zvezi ostanejo imetniki teh vrednostnih papirjev za najbolj nizek možen, tako je. S tem, da teh 9 evrov seveda velja za letos, za preostanek leta, pa tudi za prihodnje leto. In mi smo seveda pri tem zagotovili tudi, da ta cena ostane 9 evrov, okolikor se zunanji pogoji, recimo pri klirinško-depotni družbi in podobno, ne bi spremenili. Ker nam je resnično v interesu, da ohranimo čim večje število manjšinskih delničarjev in da iz tega naslova iščemo tudi možnosti in produkte, ki jih je moč izpeljati in poiskati, tako v smislu recimo motivacije iz naslova varčevanj za pokojninske, za ostale možnosti. Ta skupnost je v zvezi za funkcioniranjem kapitalskega trga in tega, kar lahko prinaša kot dobrobit gospodarstvu kot takemu, naredila absolutno premalo. In poglejte,
kapital oziroma posojila in tisto, kar pomeni za gospodarstvo, za njegovo funkcioniranje, ustrezen podlago, ustrezne prihodke, gorivo na nek način, ne more prihajati, in to se je izkazalo, zgolj iz bančnih oziroma posojilnih zgodb. Zato je kapitalski trg, kot se je pokazalo v številnih primerih in v drugih skupnostih, pri tem sila pomemben. Zato so nekatere skupnosti, ki so bile še pred leti pravzaprav v zaostanku za Slovenijo, danes v smislu funkcioniranja ekonomije na boljšem in tudi boljše šla skozi krizo in podobno. Precej več bi lahko naredili s tem v zvezi, mi pa žal dajemo ravno napačne signale ob preomenjenih recimo razlastitvah in spet se ne morem znebiti občutka, da je nekomu to v interesu in da to ni plod zgolj nevednosti. Tako da po tej plati, kar se tiče same delniške opore kot možnosti, ki jo združenje ponuja delničarjem, da ostanejo imetniki, da imajo vse pravice iz naslova svojih delnic, torej bodisi dividende, možnosti glasovanja na skupščinah, še celo več. Združenje jim tukaj omogoča, da mi uveljavljamo kompetentno pravice iz naslova zastopanja na skupščinah ali pa siceršnjih morebitnih sodnih procesih, recimo iztisnitvah, preoblikovanjih iz delniških družb v DOO-je in podobno. In teh iztisnitev je kar nekaj oziroma nepoštenega poplačila, pa kaj govoriva o Adriji, pa govoriva o drugih podjetjih, pa se pogovarjava o Večeru, pa recimo Adrija statusno preoblikovanje v družbo za omejeno odgovornostjo in tako naprej. Nič dobrega se ne piše malim delničarjem, ne? Glede na to, da se bo veliko družb še prodalo oziroma privatiziralo. Kaj je boljše, da se družba proda ali dokapitalizira strani nekega ključnega kupca, kaj bi rekli? Tukaj nekih na počez receptov seveda ne bi želel dajati, odvisno je od posameznega primera. Tudi kar se tiče imetnika delnic ali drugih vrednostnih papirjev, ali je zanj bolje in če je njegov namen prodati, je seveda potrebuje trgovalni račun, tako da tukaj je zadeva jasna. Kaj in kako bo ravnal z vrednostnim papirjem? Pa naj pridobi ustrezne informacije in to ne samo od nekoga, ki je neposredno zainteresiran za to, da ga seveda pridobi v svoj okvir, pod svoje okrilje, kjer bo potem seveda zavezan plačevati stroške ali se mu pa to neposredno v investicijo oziroma v njegove vrednostne papirje zajeda. Ko me pa sprašujete o teh postopkih, vam lahko zagotovim, da tako kot pri razlastitvah imetnikov podrejenih obveznic in delnic, tako kot v primeru seveda budnega spremljanja zakonodaje, tudi v primeru delniške opore kot rešitve za te delničarje, ki so več ali manj res slabše informirani, nimajo interesa trgovati na dnevni ravni, da poleg teh projektov, ki jih peljemo, ponujamo te skrbi za delničarje, smo uspešni tudi v primerih recimo iztisnitev, preoblikovanj, dokapitalizacij in drugih izigravanj, ki smo jim bili priča v tej 11-letni zgodovini, pravzaprav odkar smo združenje ustanovili, prej namreč takšno združenje ali sorodno ni obstajalo. V tem času imamo pri vseh ključnih in omenjenih projektih podporo tudi Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev, kjer ne nazadnje smo pomembni akteri, kakor tudi drugih sorodnih mednarodnih asociacijah. Tako da po tej plati lahko zagotovim, da se bomo še vsaj tako izdatno in tudi vnaprej trudili ščititi interese in pravice manjšinskih delničarjev oziroma vlagateljev. Pogosto nas seveda frustrira, da nismo povsod tam, kjer menimo, da bi bilo brez nadaljnega samoumevno in nujno, da smo uspešni, nismo vselej uspešni ali pa se zadeva enostavno predolgo vleče, je povezana s prevelikimi stroški pred sodišči in podobno, ampak vendarle, in sicer ne bi vztrajali, v številnih primerih smo bili uspešni in prepričan sem, da bo v bodoče temu tako še bolj, kajti ne nazadnje vendarle menim, da smo emancipirali to skupino vlagateljev, delničarjev, da je to postala kategorija, ki bo seveda upoštevana in da je tisto, kar je pomembno za kapitalski trg, da funkcionira dejansko v interesu države, njene ekonomije, skupnosti kot take, kakor tudi vsakega posameznika. Imate vi zaupanje vseh, ki so včlanjeni v združenje, popolno zaupanje? Ali je vendarle sodba, ki je bila izdana, vi ste nepravnomočno obsojeni na nepogojno zaporno kazen,
in Stratska denarno kazen 14 000 evrov, povezano ravno s svojo dejavnostjo. Je to kar omajalo zaupanje ljudi v vas? Ne, menim, da ne. Mi smo vajeni v združenju najrazličnejših pritiskov. To je en od pritiskov, seveda. Jaz sem v številnih postopkih, tako kot združenje nastopa proti najmočnejšim, najvplivnejšim krogom in akterjem v Republiki Sloveniji, pa tudi širše, tako v tudi sodnih postopkih proti in v kontekstu posameznih podjetij, sem tudi sam in pa združenje seveda deležen takšnih in drugačnih v medijskem kontekstu pritiskov in insinuacij, kakor tudi sodnih postopkov. To ni edini. Je pa res enostavno rečeno nenavadno, da je tisti, ki ščiti interese in pravice manjšinskih delničarjev, ves čas opozarja na nepravilnosti, tisti, ki je na koncu, namesto da bi institucija, kot je v tem primeru Agencija za trg vrednostnih papirjev, odreagirala zoper odgovorne in s tem v zvezi so prejeli tudi od nas dokumente, vprašanja in podobno, da so sprožili postopke zoper mene in to dvakrat. Prvič že v konkretnem primeru leta 2007, ko je šlo za družbo Velana, ki je danes tudi prevzeta in prodana. Takrat je bila zadeva zavržena, ustavljena, kakor tudi v ponovnem postopku te iste agencije še enkrat leta 2010 zopet ustavljeno, zavrženo. Moram izpostaviti, tukaj je šlo seveda za prekrškovni postopek in vprašanje. Medtem, ko je potem po ovadbah, ki so bile dane, in sicer ne strani agencije, ampak strani posameznikov, ki imajo še kakšen interes, da sem jaz v kazenskem postopku takrat bil, da je prišlo do situacije, v kateri sem pravzaprav sicer nepravnomočno, pritožbo smo že pripravili seveda, brez dejanskih kakršnih koli dokazov o tem, da naj bi šlo za trgovanje na podlagi notranjih informacij. Kakšne notranje informacije pa, oprostite, lahko v Združenju malih delničarjev imamo vis-a-vis upravi družbe, ki to družbo prevzema? Zatajili naj bi nek sporazum, ne, med delničarji. Delničarski sporazum je napaden, predvsem zato, ker je to edino sredstvo, s katerim mi učinkovito branimo delničarje in imetnike. Tudi v primeru, ki sva ga obravnavala, recimo razlaščenih imetnikov obveznic, delnic, kakor tudi drugih primerih, recimo istisnitev in podobno, vselej ponudimo delničarjem delničarski sporazum, pri čemer so jasni pogoji, pod kakšnimi pogoji vstopajo. Mi v vseh teh primerih krijemo vse stroške, torej stroške taks, stroške ekspertiz, stroške vseh postopkov pred sodišči in smo poplačani šele, če smo uspešni. Pri tem dajo seveda tudi pooblastilo odvetniku in lahko si mislite, ker je takšnih primerov preko 100, ki smo jih doslej peljali, večina od teh uspešno, ključen instrument, s katerim lahko učinkovito ščitimo pravice in interese vlagateljev, da je pač ta institut napaden na način, da se ga skuša prikazati kot nekaj spornega in da naj bi moje zavedanje o tem bila notranja informacija. Oprostite, ni. Stvari so bile objavljene predtem v medijih, v naši komunikaciji kot vselej, ne nazadnje v javnosti, neposredno in veliko predtem, preden smo sploh pristopili k tem aktivnostim. Če povzamem, tudi če bo Verbič de iuris za državo kriv, pravi, da de facto ni in upa, da mu bodo vsi deležniki verjeli. Je prav tako? Nekaj moramo vedeti. Mi v vseh teh postopkih nimamo članstva. Tako da združenje je kot tako neprofitni zavod. S tem v zvezi seveda je zaupanje izkazano vsakič znova, ko pridobimo pooblastila za skupščine delniških družb, ko pristopijo v posamezne postopke, ki jih peljemo. In vsi postopki, o katerih sva govorila danes, pa sva se dotaknila le malenkost ali pa enega ščepca vseh postopkov, ki jih peljemo, je odziv dober, lahko bi rekel celo vse boljši in boljši, kar pomeni, da tukaj vprašanja zaupanja in tudi te vednosti ljudi, da jih ima kdo pravzaprav za tako naivne, da mislijo, če bodo v nek postopek spravili predsednika združenja, da bo to povzročilo, da se bomo mi ali vedli bolj prijazno ali drugače zoper tiste, ki zlorabljajo in ne nazadnje v teh situacijah neposredno oškodujejo ljudi, se seveda ne bomo. In ta naivnost, kdor misli, da so ljudje
seveda nasedli tovrstnim poskusom, sem jaz prepričan, da se je uštel in zmotil. Ta vednost, mislim, da v našem prostoru že obstaja, da se včasih seveda preganja v nekih postopkih ljudi samo zato, da se jih lahko preganja, da se ustvarja nek dvom v smislu kredibilnosti. Jaz vam pa lahko iz konkretnih rezultatov združenja, ki ga vodim že vse od ustanovitve, seveda pokažem, da smo neposredno poskrbeli, uredili stvari za preko 150 tisoč ljudi v vsem tem času in to je tisto, kar velja. Dobro, de facto in de jure svet je včasih poln zarot, ampak kakorkoli želim vam uspešno delo naprej, ki se naj odraža v čim višjih dividendah in čim boljših prevzemnih ponudbah za slehernika, ki vam poda pooblastilo. Vse dobro še naprej. Hvala za povabilo, vse dobro tudi vam in seveda gledalcem.